Tour 202. Lepo pozdravljeni, vroča novica, Tadej Pogačar je izjemen kolesar. Tretjič je tekmoval na Flandriji, na dirki vseh enodnevnih dirk, drugič je zmagal in prvič v mavrični majici. Utrdil je svoj sloves najboljšega kolesarja na svetu. O njegovi poti do zmage, o neprestanih napadih, o veličini Flandrije in tudi o dirki Pariz-Roubaix, ki prihaja to nedeljo. Bomo debatirali. Naš gost je nekdanji zmagovalec Dauphiné in eden najboljših slovenskih kolesarjev svoje generacije, Jani Brajkovič. Vedno veseli, da ste z nami, Jani. Lep pozdrav. Lep pozdrav, hvala. Iz radijske športne redakcije pa poročevalec v Belgiji, Luka Dolar. Živijo, Luka. Živijo, zdravo. Kot vselej pa tudi Igor Tominec. Lep pozdrav sem. Mojca bo naslednji teden nazaj, trenutno je na zasluženem dopustu. Moje ime je Luka Petrič. Kolesarski podcast Vala 202. Prekrasna dirka je bila včeraj. Se mi zdelo, da je zasijala v vsem svojem sijaju, pa ne samo zaradi lepega vremena, pa ker je Pogačar zmagal, ampak ogromno ljudi je bilo ob cestah, vreme je bilo čudovito, vzdušje se mi zdelo super. Luka, bil si na prizorišču, kako si tam začutil, da je Flandrija največja med vsemi enodnevnimi dirkami? Ja, začutil sem že 2-3 leta nazaj, ko sem bil prvič tu, takrat, ko je tudi Tadej imel učno uro na Flandriji, ko je ostal zaprt v sprintu in ni zmagal edinokrat na Flandriji v njegovem primeru. In sem zato odšel z drugačnimi pričakovanji, letos ampak me je znova vse skupaj prevzelo, bom rekel, že ko prideš zjutraj na štart, poln trg v Bruheju, res gneča, eden čez drugega, vsi vejo, vse poznajo kolesarje, to ni človeka, ki bi imel v roki štartno listo in gledal po številkah, kateri kolesar se pelje mimo. Enostavno so samo pripravljeni s kakšnim, ne vem, kosom oblačila, listki za podpise, za fotografije, res fenomenalno. Že takoj zjutraj ti gredo kocine po konci in potem tudi, ko se odvija sama predstavitev, vsaka ekipa, samo da kolesar reče bu, pa vsi kar ponorijo, no, če malce pretiravam, ampak res fenomenalno to doživeti je nekaj enkratnega. Potem pa tudi, ko smo se peljali proti cilju, kakšen odsek proge vidiš, o kakšnem več vidiš po televiziji. Zelo, zelo dobra organizacija tudi za, bom rekel, pomembne goste ali pa za sedmo silo, organizirani prevozi na te najbolj znamenite odseke Flandrije, skratka v cilju pa, kjer gredo tudi nekajkrat skozi Oudenaarde, skozi mestni trg oziroma se zapelje dirka tam skozi. Tudi več 10,000 ljudi, kot v peklu včasih, ko pride karavana mimo in tam greš kar na adrenalin. Sem se počutil, da bi še jaz lahko kakšen meter odpeljal te etape. Res, kar ponesete vse skupaj. Si predstavljam, sveti teden bo v Sloveniji naslednji teden, v Belgiji pa imajo svojega ne ob veliki noči, ampak ob največjih kolesarskih belgijskih dirkah, tako tam poimenujejo ta teden, ki ne traja več samo 7 dni. Vrhunec je seveda Flandrija. Igor, ti si jo tudi doživel. Kako si jo ti tedaj doživljal? Ja, na enak način, kot je ravno kar opisal Luka. Flandrija je za Belgijce to, kar je za Slovence planica in samo nekako v tem smislu si lahko pravzaprav pri nas sploh predstavljamo. Mislim, da vsaj 10% belgijskega prebivalstva pride ob traso in je vsako leto blizu 1 milijon gledalcev. Tako da je to pač nekaj nepojmljivega, pravi kolesarski praznik, ki se bo zdaj seveda nadaljeval z novimi zanimivimi preizkušnjami do Pariz-Roubaix. Sicer je težko klasificirati, ker za različne konce sveta je pač različna dirka najpomembnejša od enodnevnih klasik. Francozi se verjetno ne bi strinjali, da je Flandrija največja, ker imajo v nedeljo svoj Pariz-Roubaix, ta pekel severa, ki ima seveda tudi že zelo glasni
vzdevek. Potem je tu še valonski del Belgije, ki ima svojo dirko Liège-Bastogne-Liège, vendar vseeno mislim, da se tam zbere manj gledalcev in da je manj vse te napetosti, vsega tega okrog same preizkušnje. Flandrija pa je zagotovo nekaj takega, kar ljudje čakajo celo leto. Obstajajo tudi posebni specialisti, ki prav nekako vozijo te najbolj vnete gledalce in mislim, da je eden od njih rekorder, ki te lahko pelje na 7 točk, da si isto dirko pogledaš na 7 različnih točkah, kar nekako kaže, da mislim, da obstajajo tudi ljudje, ki si želijo to preizkušnjo na tako različnih točkah ogledati in seveda vse skupaj je neko nepozabno doživetje. Po moje, da če si Belgijec, da je to nekaj takega, kar enostavno moraš doživeti enkrat v življenju. Mislim pa, da tudi kolesarski navdušenci drugod po svetu, dokler niso videli Flandrije, niso videli vsega v kolesarstvu. Jani, velikokrat smo slišali v zadnjih dneh, največja med vsemi enodnevnimi dirkami je Flandrija. Ampak kot je Igor zdaj rekel, vsake oči imajo svojega malarja. Kaj pravijo vaše oči? Jaz mislim, da je tako tudi prav, da je pač za vsakega kolesarja oziroma za vsakega ena dirka prav posebna. Vidimo tudi, da so dirke za določene kolesarje je Paris-Roubaix, za določene kolesarje je Liège pa Flandrija. Ampak zdaj smo pa prišli res do tega problema, da prej je imel vsak kolesar svojo dirko, zdaj imamo pa Pogačarja, ki lahko osvoji vse. In tako da ti kolesarji, ki ciljajo na prav določeno dirko, ali je to Paris-Roubaix, ali je to Liège, ali je to Amstel, se pač morajo spopasti s Tadejem in videli smo pa, kakšno ima statistiko, tako da jim ne kaže prav dobro. Ja, statistika je res izjemna, torej dobil je svoj 8. spomenik, včeraj je Tadej Pogačar, z neprestanimi napadi je presekal konkurente in na koncu mu je, ko so tretjič odšli prek Quaremonta, uspelo premagati vse konkurente in se sam odpeljati zmagi naproti. Kaj se vam je zdelo odločilno? So bili ti neprestani napadi njegovi tisti, ki so zlomili dirko in jo dokončno obrnili v njegovo smer? Jani, najprej vi. Ja, jaz mislim, da absolutno. Jaz, ko sem gledal dirko, moram biti iskren, se mi je zdelo, da to, kar kaže, da je že preveč, da ne bo zdržal, ampak zgleda oziroma očitno, da je imel zelo dober plan oziroma je vedel, kaj dela. Veliko bolj kot mi za ekrani. In če pač ne bi tolikokrat poskušal, je vprašanje, če bi zlomil ostale. Tako da tudi glede na to, da so bile težave oziroma je tudi sam mogel veliko postoriti oziroma ni imel, že na začetku so bile težave z paci in tako naprej in je izredno dobro bral dirko, vodil dirko in potem tudi odpeljal in zmagal dirko. Tako da prav gotovo je vedel, kaj dela in pač dosegel tisto, kar si je zaželel oziroma si je zastavil cilj, bom tako rekel. Luka, Igor, je vaju tudi kaj zaskrbelo vmes? Mislim, moram reči, da mene osebno, ker je bilo toliko enih napadov, ki niso bili dokončni, pa smo tolikokrat pri Tadeju vajeni v zadnjih letih, v zadnjih mesecih, kakorkoli, da ko gre v napad, mu skoraj vedno uspe. Me je zaradi tega se zaskrbelo, ali mu bo tokrat tudi, ali bosta prišla kot na Milano-San Remo skupaj z Van der Poelom v cilj. Ja, Luka, najprej ti, je tebe kaj zaskrbelo?
Jasno je bilo, da v zadnjih 60 km se bo dirka odločila, tudi tedaj je tako napovedoval nekako in tam so ti vzponi, kjer enostavno izčrpa konkurenco in to je zastrašujoče, da jim govori, kaj bo delal, pa mu nič ne morejo, pa so zraven, pa probajo, pa se mi zdi, da celo včeraj po Milano Sanremo znova niso nekako sodelovali z njim ob teh pobegih od glavnine, so želeli, da sam dela, da se izmuči, da se iztroši, ampak tudi to ne gre in ko Mats Pedersen na koncu v mešani coni reče na vprašanje, če je storil vse, kar je lahko ali kaj obžaluje, je rekel, čisto vse je bilo, kot sem želel, pač je najboljši vseh časov in ko to reče drugovrščeni na dirki minuto zadaj, potem ne vem, če je še kaj sploh za dodati. Edino, kar mogoče lahko malce tolaži tekmece, je to, da je bil tedaj tisti prvi izjavi, takoj uradni za organizatorja, precej izkuhan, torej tudi njega je načelo, po drugi strani pa se v narekovajih bojim za konkurenco, tako tudi z ekipo, da točno ve, kaj, kje, kako pojesti, se regenerirati, skratka, da ima tudi slab dan, tedaj Pogačar zelo težko, vse je tako dobro načrtovano, vsaj tako je videti, da res ni nekih minusov pri njem. Res neverjetno. Tudi se mi zdi, tako oddaleč, da je vse tako natančno zdaj določeno, da se mi zdi, da težje pride do nekega slabega dneva. Preden gremo k tebi, Igor, me zanima, kako si ti to doživel, pa prisluhnemo Matsu Pedersenu. Omenil si že njega, kaj je povedal takoj po tem, ko je prišel v cilj Luka, in sicer je Mats Pedersen, tudi letos sicer zmagovalec dirke Gent-Wevelgem, z izbranimi besedami govoril o Tadeju Pogačarju. Guys, it's one of the hardest races of the season, it's super hard and we are going all out. We are going with everything. The last 15 Ks, it's since today he go, even before, we are riding with everything we have. Just chapeau to today to race like he does and win again like this. It's incredible. Drugovrščeni na dirki je rekel, da je Flandre ena najtežjih preizkušenj v sezoni, da so šli vsi na polno, tudi v zadnjih 15 kilometrih, ko so dali vse od sebe, klobuk dol Tadeju Pogačarju, da dirka tako kot dirka. Pedersen pravi, da je neverjeten. Igor, k tebi, si vse skozi verjel ali so te kaj dvomi vmes zdelali? Ja, za trenutek mogoče sem podvomil, če se ne bo zelo dobro organizirala ekipa Visma Lease Bike, ki je imela v zadnji osmerici 3 močne kolesarje, Wouta van Aerta, ki počasi prihaja nazaj v vrhunsko formo, pa Američana Jorgensona in tudi Tisha Benoja. 3 so bili, pa se nekako niso imeli skupaj toliko moči, da bi lahko polovili tiste, ki so se odpeljali naprej, v prvi vrsti Tadeja Pogačarja, pa Matija van der Poela in tako naprej. In s tem nekako Pogačar celo, kako bi rekel, nasprotuje zakonom fizike, ker po neki logiki bi 3 močni kolesarji iste ekipe morali odpeljati določen daljši sektor hitreje od enega samega. Ampak pri Pogačarju vidimo, da je na povsem drugi ravni in da je praktično pogosto sam močnejši kot ena celotna druga ekipa. Skratka, spet je uprizoril eno takšno dirko in na koncu opravil še z Van der Poelom, ki je, mislim, da podobno meril na to zmago po Flandriji, podobno kot Pogačar. Mogoče je Van der Poel imel kakšen odstotek manj moči kot na Sanremu, kajti med tednom ga je nekoliko zdelala bolezen in je bil to en jeziček na tehtnici, drugi še pomembnejši pa je, da je vendarle profil dirke po Flandriji v zaključku toliko zahtevnejši, da je potem nekako Pogačar izplaval ven povsem na vrhu in da tokrat Van der Poel ni mogel odbiti vseh napadov. Če bi Sanremo v zaključku imel podobne klance, bi tudi tam Tadej Pogačar, mislim, da lahko upravil z Van der Poelom, ampak to je pa
ravno tisto, kar je prej Jani omenil, različni kolesari za različne dirke in to je pač sama lepota tega športa, saj se smo zaradi tega nekako vedno v napetosti in nas zdaj seveda že za nedeljo zanima, kako se bo lahko na povsem ravni trasi lotil Pogačar, ko ne bodo vse samo noge, ko bo tudi taktika in predvsem zato je pomembno, da seveda ves čas dirka tudi na teh enodnevnih dirkah, ker so te enodnevne dirke so neka prava, kako bi rekel, univerza za kolesarje, da nabirajo taktično znanje iz preizkušnje v preizkušnjo. In prisluhnemo, kako je Tadej Pogačar doživel svojo 8. zmago na spomenikih, svojo 2. na dirki po Flandriji. Nikoli ne gre vse po planu, tudi danes ni šlo. V ekipi smo imeli kar nekaj padcev in izgubili smo Narvaeza in Tima kar zgodaj na dirki. Tudi Florian je bil za padcem in je lovil cel dan, tako da mogli smo se znajdati vseeno 4 samo od spredjem, potem je še Florian prišel nazaj, tako da smo nekako se lahko držali plana, ne čist 100%, ampak fantje so naredili vse, dali so vse čez sebe in je ratal. Vi pa ste v tistih ključnih trenutkih napadali, redko kdaj tudi lovili. Kako zahtevno je bilo v teh kilometrih? Ja, res je bilo. Fantje so bili danes res, vsi so bili našpičeni in pripravljeni, ampak jaz sem vedel, da moram narediti najtežjo dirko, kar se da in upati na dobre noge do konca, tako da sem res vesel, da je uspelo tako, kot sem si zaželel. Kaj je naredilo tisto razliko na Kvaremont? Ja, mislim, da tista razlika na koncu je, da po 5 urah in tolikih, ko že pokuriš toliko ene energije po celem dnevu, štejo tisti zadnji atomi moči. Ko ste prišli na vrh Paterberga, potem tista dolga ravnina, ste pogledali nazaj, ni bilo nikogar. Kaj gre takrat skozi misli? Približno isto je bilo tudi 2 leti nazaj, ampak takrat je bilo 1-1 z Matijom. Letos so bili 4 od zadnji, ampak sem računal na to, da se bojo malo spogledali in so se. Sem hitro dobil 30 sekund in potem to nekako probil obdržati. Zadnjih 8 km in pol je res direkten veter v glavo, tako da to se je res vleklo, ampak upal sem na to, da se bo pogledali in mi uspe pride do konca. Čez en teden Paris-Roubaix, vaša prva članska dirka na ta. Ja, komaj čakam naslednji teden, nova izkušnja. Bomo videli, kako bo šlo. Po današnji zmagi grem lahko tam zelo dobro motivacijo, ampak je nek nov izziv in komaj čakam. Televizijski kolega Boštjan Ogris se je pogovarjal s Tadejem Pogačarjem. Povlekel je vzporednico svojo prvo zmago po Flandriji. Takrat je rekel, da je bil sam z Matijom van der Poelom, tokrat še več kolesarjev, torej Pedersen, ki smo ga že slišali, pa kolesarji iz Visme. Meni se je zdelo, da čeprav sta bila z Van der Poelom glavna favorita in vse skozi se je poudarjalo pač njuni vlogi že pred dirko, glede na to, da je Van der Poel v izjemni formi tudi v tej sezoni, se nisem mogel znebiti občutka, da morda tudi zaradi tega, ker vemo, da sta dobra prijatelja, sta nekako paktirala proti ostalim, da sta sama sebi skušala narediti dirko najbolj udobno in ugodno. Pa me zanima, če ste enako videli, Jani, ste vi tudi tako čutili? Ja, jaz mislim, da takrat, ko se je začelo odločati, da sta nekoliko sodelovala, sigurno, ker mislim, da sta imela oba dva cilj, da se rešita ostalih, predvsem Pedersena, pa tudi Van Aerta. Vemo, da Van Aert ni bil ni toliko blestel pred to Flandrijo, ampak vseeno smo potem videli na koncu, da tudi ni toliko slabo končal, prav je bil v ospredju. Potem je pa vprašanje, kdaj pa začne ta dirkati vsak zase. Ker to,
da sodelujeta, ja, je ok, ampak takrat, ko se pa začne odločati, oziroma vemo, da nikakor tudi ni hotel priti v cilj z Van der Poelom. In smo videli tudi na Milano Sanremu, da pač če tudi Van der Poel ni tako dober na klanec, da je pač profil dirke bil tak, da je zdržal in sta ostala skupaj. Ne. Se pravi, tukaj je treba paziti do kdaj oziroma do kje sta sodelovala oziroma si pomagala, kdaj se pa dirka začne dirkati tako, da se odloči. Kot ste omenili, tako kot je morda Pogačar moral paziti na Van der Poela, da ni prišel z njim v cilj, ker kot smo videli letos na Milano Sanremo, je Van der Poel v ciljnem sprintu močnejši. Se mi zdi, da je tudi moral Van der Poel potem paziti na, kot ste omenili, na Pedersena, ker je Pedersen pa, kot se je na koncu tudi izkazalo, pa tudi sicer zgodovinsko boljši sprinter od njega. Se taka zanimiva dinamika znotraj skupine ustvari, ne? Ja, zelo zanimiva. Ne? Tukaj se moramo pol vprašati tudi, ker se na takih dirkah tudi to vidi, mogoče to tudi, rečemo temu, nezavedno. Ne? Ali se zares dirka na zmago, ali se dirka potem na drugo mesto. Ali zdaj naj jaz kot Van der Poel dirkam proti Pogačarju in mu ne pomagam nič. In pač riskiram celo stopničke, da ga bom potem premagal, ali pa mu pomagam in se skupaj rešiva ostalih in potem obračunava. Ker tukaj jaz mislim, da Pogačarja se trenutno ne da premagati na tak način, da se mu pomaga. Pač je mogoče, ne bom rekel čudno, ampak recimo tako ne zgleda dober, da se mu nič ne pomaga, da se nič ne sodeluje, da mu pač ostane na zadnjem kolesu in čaka in ga mogoče tudi provocira, ampak trenutno jaz mislim, da edina možnost, da se premaga Pogačarja, če sploh je možnost. Videli smo, da je ta možnost zelo majhna. Verjetno ni pa nična. In edino v tem primeru se mogoče bi dalo Pogačarja premagati. In trenutno, kakor smo videli, nobeden ni pripravljen riskirati vsega. Vseeno je boljše drugo mesto kot pa, ne vem, 5., 6., 7. Ja, tako da pač tukaj v ozadju ogromno nekih preračunavanj oziroma kako se trenutno počutim, kaj je najboljša odločitev in veliko je potrebno misliti, tudi interesi ekip so tukaj v ozadju, ni samo, pač ne gre se samo za enega kolesarja, tako da v nedeljo mislim, da bo zelo zanimivo. Se mi zdi, da je prišlo do teh preračunavanj tudi v tej skupini, ki je bila za Pogačarjem, ki je med seboj se pomerila za drugo mesto, torej med Van der Poelom, Pedersenom, Staudnom in Van Aertom, tisti, ki so bili v tej skupinici 4, na koncu drugi Pedersen, tretji pa Mathieu van der Poel. Luka, ti si se z njim pogovarjal po dirki, povedal je tudi, o čem sta se z Tadejem Pogačarjem pogovarjala med samo preizkušnjo. Prisluhnimo. Matthew, congrats. The hardest race of the season. How was today? How did you feel it? Yeah, it was really hard. I didn't have the legs to follow the last attack, unfortunately, but I think I can be happy to be on the podium. After the crash, how did you feel? Yeah, not so good. It was also not ideal, but I don't think it changed much in the results. 1 or 2 times we saw that you talked with Tadej. What were you talking about? Yeah, just to keep the race going. I think it was good for both of us to just try and get the race going.
the next race is in 1 week, so another battle between you and today, or what can we expect in Paris-Roubaix? It will be the first time for him, so maybe a little advantage for you. He already showed he's capable of riding cobbles in the Tour de France stage, so I think he will be a good contender as well next week. Mathieu van der Poel je povedal, da je bilo zelo težko, da ni imel več dovolj v nogah, da bi sledil Pogačarjevemu zadnjemu napadu. Rekel je, da padec ni vplival na razplet dirke, pa tudi, da sta se s Tadejem med dirko pogovarjala, da bi vzdrževala tempo, da je to obema koristilo. Glede dirke Paris-Roubaix pa je rekel, da je Tadej že na Touru pred nekaj leti pokazal, da zna voziti po kockah, zato bo tudi tam med favoriti. Preden se posvetimo Paris-Roubaix, dirki Paris-Roubaix, še o slovesu, ki ga je Pogačar utrdil še bolj na tej dirki. Zdi se mi, da že tako ali tako velja za najboljšega kolesarja trenutno in tudi za enega najboljših vseh časov, torej 8 spomnikov je že dobil, 93 zmag ima zdaj v svoji karieri, star je še le 26 let, res neverjetno. Hkrati ni le najboljši na enodnevnih dirkah, je tudi na večetapnih. Slišal sem pa zanimivo mnenje, kaj naredi nekoga izvenserijskega. In sicer, da spremeni šport, da spremeni kolesarstvo. Da se je to zgodilo pri Ediju Merckxu in da se to zdaj dogaja pri Tadeju Pogačarju. Da se zaradi njega se v članskem kolesarstvu dirka, kot so nekoč dirkali zgolj v mladinski konkurenci, zaradi njega so samostojni pobegi postali standard, da se napada že od vsega začetka dirk. Zasledil sem podatek, da je od zadnjih 21 večjih enodnevnih dirk se jih je 17 končalo samostojnim pobegom. No, zadnje prejšnji teden Mats Pedersen, Gent-Wevelgem, 60 km pred ciljem, ko je tretjič zmagal, je sprožil svoj ključni napad. Kaj menite o tem? Pa bi začeli Igor s tabo. Igor. Ja, zagotovo spreminja šport s temi dolgimi napadi, ki so se jih pred tole njegovo dobo mogoče kar nekoliko kolesarji bali. Bolj smo bili vajeni, v prejšnjem desetletju tistega kontroliranega dirkanja strani Team Sky in pravzaprav so vse nadzorovali do čim dlje v dirki in je šele potem njihov kapetan v samem zaključku moral narediti svoje. Pogačar pa je seveda veliko prispeval k tem, da zdaj poskušajo to kopirati tudi podobni profili kolesarjev oziroma na enodnevnih dirkah njegovi tekmeci, ker vendarle moramo Pogačarja izvzeti iz skupine Van der Poola, Pedersena v tem smislu, da zdaj spomladi dirka z njimi na enodnevnih klasikah, seveda poleti na Touru pa je Tadej Pogačar kandidat za general oziroma prvi favorit za generalno razvrstitev, medtem ko preostala dva, če sta Van der Poel ali Pedersen na Touru, sta pogosto samo v vlogi pomočnikov ali pa kakšnih tistih prostih strelcev, lovcev na etapne zmage, medtem ko mora Pogačar praktično na vsaki dirki, ko se pojavi, biti v top formi. Je pa seveda znano, da mora tudi eksperimentirati svojo telesno težo in mišično maso, ki mora biti v spomladanskem delu teh enodnevnih klasik drugačna kot potem poleti na Touru. Skratka, Pogačar ima veliko težje življenje od teh specialistov za enodnevne klasike, ampak je trenutno na vrhuncu svoje kariere, vse to mu uspeva. In izredno težko čakam Paris-Roubaix, ker me prav zanima, kako se bo lotil pa še tega projekta in to bo res izjemno zanimivo. Je pa zagotovo to, kar omenjaš, Luka, da
spreminja pogled na ta šport oziroma samo taktiko na enih dnevnih dirkah, ker v bistvu še pred nekaj leti smo velikokrat videli sprint manjše skupine, seveda, prej se je naredila selekcija, pa je potem vseeno na teh enodnevnih klasikah ponavadi okrog 5 kolesarjev prišlo v zaključni sprint in sprintalo za zmago. Zdaj pa te glavni favoriti v bistvu nočejo več tega tveganja, da bi s peterico sprintal za zmago. Če čutiš močne noge, boš raje dal svoj maksimum že, 60-50 km pred ciljem, ker enostavno imajo očitno tako dobro zaračunano svojo porabo energije, vate moči, da se jim potem izide in da praktično vsi te samostojni napadi v zadnjem obdobju, ki smo jih videli, so tudi prinesli za cilj končno zmago. Prej pa so se jih bali kolesarji zaradi tega, ker če si pa pogorel v tej želji, si pa seveda ne samo, da si zapravil to dirko, mogoče še kakšno naslednjo zaradi tega, ker si šel malo čez rob. Jani, vaš pogled na to, torej, da je veličina Pogačarja še večja, ker je spremenil zakonitosti kolesarstva? Ja, absolutno se strinjam s tem, ampak v zagovor ostalim zelo dobrim kolesarjem, jaz mislim, da vsak kolesar, ki bi bil sposoben takih moči pa takih podvigov, mislim, da bi enako naredil. Se pravi, bi šel v dolge pobege, bi več riskiral, ne bi čakal v skupini zadnjega klanca. Ker moramo vedeti, da take stvari, kot dela Tadej, jih dela zato, ker je tega sposoben. In to pove koliko je on nad vsemi. Če tudi pogledamo Flandrijo in Paris-Roubaix, ki bo ta teden, on nima konstitucije za take dirke. In to, da je sposoben in po tlakovcih, in po ravnini, in praktično ni terena, kjer on ne bi bil dober, oziroma kjer ne bi blestel. Gledamo tudi v samem šprintu. In absolutno jaz se strinjam s tem, da spreminja in da je spremenil šport. Pa ne samo profesionalni šport, ampak tudi amaterski in tudi rekreativni šport. In tudi verjetno vse ostale, ki spremljajo kolesarstvo. Kar pa sploh vidimo v Sloveniji zdaj v zadnjih letih, glede na to, kakšen boom je naredil kolesarstvo. Ja, in če pogledamo, koliko mladih fantov in deklet je sedaj in poskuša s kolesarstvom. To je tak premik, da ne vem, če se sploh zavedamo, vključno z mano, v celoti, kaj je on povzročil, pa kaj je dosegel. Ampak ja, res mislim, da ni, do sedaj še ni bilo kolesarja, ki bi tako velike premike naredil in delal. Res je neverjeten, ker se mi zdi, da je pa ravno osnova to, kar ste rekli, da je, ker so njegove naravne danosti takšne, ga naravno silijo k temu, da tako kolesari. Ker osnova pa je, se mi zdi še vedno njegov užitek v dirkanju. Ker teh dosežkov je toliko. Včeraj ravno med komentiranjem na Eurošportu je imel neko super usporednico z računalniškimi igrami komentator
da Pogačar skuša zbrati vse dosežke v kolesarstvu, vse achievemente, vse queste, vse side queste, vse naloge in vse stranske naloge. Zmagaš na Turu 6 etapnimi zmagami, ček. Dvakrat dobiš Flandrijo v 3 poskusih, ček. Skuša na veliko teh posebnih stvari, ki so se zdele za mnoge neverjetne, jih dosežti, ampak dosega jih pa zato ne, ker bi mu te dosežki toliko pomenili, se mi zdi, da pa gledam jaz povsem oddaleč, ne da bi globino tako dobro poznal, ampak ker uživa v kolesarstvu. In to se mi zdi, da naredi vse skupaj še lepše. Gremo k naslednji dirki, torej večkrat smo že omenili Paris-Roubaix. Kocke so ena od znamenitosti Paris-Roubaix, tudi seveda Flandrije, in kako to vpliva na pripravo kolesa. O tem se je z Boštjanom Kavčnikom, mehanikom moštva UAE, sicer pa tudi z gostom Tura 202 po Strade Bianche pogovarjal Tare Rupar. Prvi dan v Belgiji, ko smo prišli, smo naredili ogled trase Paris-Roubaix. Po ogledu trase isti dan še Quaremont klanec, odločilni klanec na Flandriji. Vse je pregledali, preštudirali in izvedeli. Je tu kolo bolj okrepljeno, drugače postavljeno, drugače nastavljeno, bi lahko rekli? Ja, jaz bom rekel, da se spreminjajo prenosi zadaj in pa širina pneumatik. Ostalo je več ali manj isto, kot na ostalih dirkah. Tudi ta del Tadeja močno zanima. Koliko sta vidva skupaj takole iz jezika Formule 1, ali se oglasi v garaži? Ja, jaz pravim tako, da veliko se naredi na ogledih. Ogledi se delajo zato, da se proba tlake. Normalno štartamo z malo višjim tlakom, potem probamo kaj spustiti, ali pa tudi ne, tako kot se je zgodilo na Stradah Bianchah, ker smo že točno vedeli in noben od 7 kolesarjev, ki so bili na štartu, ni spremenil nastavitev. Tako da malo je tudi, bom rekel, kilometrina iz prejšnjih let. Če delaš večkrat isto dirko, pogledaš za nazaj, če se gume in pa, bom rekel, obroči ne spremenijo, je stvar identična. In če nam lahko vsaj okvirno poveste, kako bo potekal teden do Roubaixa? Vemo, da je to prvič za Tadeja, najbrž bo tudi prvič za vas, čeprav na Roubaixu, če se ne motim, ste že bili z mladinskimi slovenskimi reprezentancami. To bo vaša prednost? Ja, bil sem že, 5-krat sem ga gledal. Bil sem z mladinsko ekipo, ko smo bili z Martinom z selekcijo U23 na ostalih dirkah v Belgiji in zmeraj se pomaga mladinske ekipe, ker se rab ljudi za ukrepne postaje in pa z obroči z rezervnim materialom. Sem pa drugače tudi že sam delal v UAE ekipi 2-krat Roubaix, tako da mi je zadeva kar znana. Na zadnjič sem prišel samo z enim obročem od 6 parov v cilj. Ja, upajmo, da jih bo tokrat več v cilju. Jani, kako pomembni so ogledi, ki jih je Boštjan Kavčnik na začetku omenil? Pogosto pred turi gre Tadej preizkusiti klance, pa se mi zdi, da pri kockah, kjer je lahko ogromno pasti, bi lahko to bilo še bolj pomembno, ne? Ja, sigurno. Ogledi, predvsem v Belgiji, so zelo pomembni. Zdaj, jaz sicer ne bom rekel, da sem veliko dirkal v Belgiji, ampak tisto, kar pa sem dirkal, se je zmeraj šlo gledati. Vemo, da tudi te kolesarji za klasike praktično poznajo traso zelo dobro, oziroma kot bom rekel, iz žepa. Tako da, če veš, kje je kakšen novinek, kje mora biti v spredju, kje so nevarnosti, imaš avtomatsko prednost. In tega se pač vse ekipe poslužujejo in sedaj, če se recimo jaz odločam, da to ne bom naredil, sem avtomatsko v zaostanku.
Moramo vedeti, da je tudi tukaj faktor same varnosti, ker Bog ne daj, da se kaj zgodi, kar bi potem imelo dolgoročne posledice. Seveda pa tudi glede samega performansa več veš, več poznaš, več lahko kontroliraš, več lahko spremeniš in tudi več lahko preprečiš neljube dogodke. Tako da ja, je zelo, ne bom rekel, da je pomembno, ampak da je ključno, da se tudi sama trasa vidi, odpelje, stestira oprema in tako naprej. Preprečiti neljube dogodke se mi zdi, da je tudi ključno na dirki Pariz-Roubaix. Boštjan je rekel, da za dirkanje po kockah, da je pomembno, da so gume širše, kar se mi zdi logično, da ne zdrknejo vmes med kockami. Potem pa tudi, da tlak zvišajo, potem ga pa počasi spuščajo. A gre v bistvu za vprašanje potem, koliko si ga upaš spustiti, da greš hitreje čez? A prav razumem? Mislim, da je Boštjan govoril o tem, da ko testirajo, na začetku zmeraj štartajo z malo višjim tlakom in potem počasi spuščajo in opazujejo oziroma analizirajo, kakšne posledice ima. To, ker vemo, da nizek tlak se kolo lepše pelje po kockah, ampak je pa vseeno veliko večja možnost za defekt. Druga stvar je pa ta, da po samem asfaltu je pa potem zopet večji problem. Se pravi, izgubljaš moč z nižjimi tlaki. In tukaj je potrebno najti pol en najboljši, recimo temu ideal, ki pa ni nujno, da je za vsakega kolesarja enak. Zato je to toliko pomembno. Kaj pričakujete od dirke Pariz-Roubaix? Predvsej bolj, ko gledamo presek trase, predvsej bolj raven je kot Flandrija. Je pa spet tako kot Flandrija, prva polovica ravninska in na videz brez večjih pasti, druga polovica pa bolj razgibana, če je v Flandriji zaradi teh neštetih hribčkov, pa je pač Pariz-Roubaix znamenit zaradi vseh teh kock. Luka, začenjamo pri tebi tokrat. Prej sem Igor dal najprej besedo. Kaj pričakuješ od Pariz-Roubaix? Bom tako vprašal, kako se ti zdi oziroma koliko ustreza dirka Tadeju Pogačarju? Zdaj bom kar hrabar, če rečem kaj drugega, kot pa da ne pričakujemo zmage Tadeja. Ampak to je dirka, mislim, da jo bo lažje dobil kot pa Milano-San Remo. Res ne bo presenečenje, ne nazadnje, tudi če jo že takoj letos dobi. Gledal sem malce tudi stavnice, takoj za zadnjim zmagovalcem zadnjih dveh izved, Matthew van der Poelom, že na drugem mestu na stavnicah pred Matsom Pedersenom, pred Woutom van Aertom in vsemi ostalimi seveda. Skratka, poln je presenečen Tadej in tudi v tem pogledu izziv je pravšnji, nekaj, kar še ni naredil, ko se je peljal po tistih odsekih na ogledu prejšnji teden, je šel kot z motorjem v bistvu in včeraj, ko sem tudi Matthewa van der Poela vprašal glede Pariz-Roubaixja, še tisti izraz na obrazu bi bilo dobro videti, ni se ga toliko slišalo v glasu, ampak kar dol je pogledal in dobil mrk obraz, ko sem rekel, da mogoče je pač prednost, da Tadej šele prihaja na Pariz-Roubaix, on pa ima že ogromno izkušenj in tudi ne nazadnje zmaguje že tam, ampak me je pogledal, ja pa kaj, v tem smislu, tako da tekmeci so kar malce prestrašeni, čeprav verjamejo še v to, da tu bi ga lahko dobili. Nisem pa prepričan in tudi izjava Tadeja pred dnevi, grem na Pariz-Roubaix, zdaj je priložnost, izkoristiti jo je treba, ne veš, kaj prinese prihodnost. To je nekako kontra tistemu, kar mu govorijo šefi, da naj se pazi zaradi nadaljevanja sezone, on razmišlja drugače, to že vemo, ne v vseh pogledih ni enak kot pa šefi ekipe, tako da
upam, da pride cel in če bo prišel cel, verjamem, da ne bo prav daleč zadaj. To, da pride cel, to je zelo pomembno. Tudi zaradi tega se mi zdi, da mnogi, ki veljajo za favorite na dirki po Franciji, na Touru, ne gredo na dirko Pariz-Roubaix. Omenil pa si te odseke, te kome, torej King of the Mountain, sicer moram reči, da bi bilo bolje v primeru Pariz-Roubaix Koh, torej King of the Hill, ker prav veliko gora tam ni, ampak ja, jih je podaril, torej te rekorde, ki štejo na spletu, je dobil, je odvozil Tadej Pogačar najboljše čase zdaj, prejšnji teden, ko je tam treniral. Igor, tvoj pogled, se tudi tebi zdi, da lažje zanj dobiti Pariz-Roubaix kot pa Milano-Sanremo? Težko vprašanje. Ena skupna lastnost dirke je, oziroma skupna značilnost pred štartom, da na Milano-Sanremo se nismo upali napovedati, da je on glavni, oziroma vsaj, da ni edini favorit te dirke, ker za nekatere druge preizkušnje se upamo napovedati. Naprimer, ko bo šel na Liež, ga bomo pred dirko gladko razglasili za prvega favorita in tam ne bo nobenega dvoma, ker mislim tudi zdaj, ko se bo do Lieža že Remko vrnil, da ne bo takoj v življenjski formi že. Skratka, zdaj pred Roubaixem bi enako rekel, da ni prvi favorit Tadej Pogačar, da pa gre tja povsem resno z namenom zmagati in da je na nekaterih dirkah treba poskusiti večkrat, da se ti enkrat izide. V taktičnem smislu, pa v smislu sreče, ki jo moraš tudi imeti s samim kolesom, pneumatikami in tako naprej. Najbrž so nekateri po 10-krat poskušali, preden jim je uspelo zadnjih 50 km odpeljati brez defekta, da si v igri za najvišja mesta. Skratka, je tak profil dirke, da se bodo oblikovali v skupinice in da bo treba biti pri pravi skupini zraven. In lahko se tudi zgodi, da bo spet s kakšnim takim kalibrom, kot sta Van der Poel ali Pedersen, sprintal v zaključku dirke. Zagotovo bi si upal trditi, da ne bo Pogačar že, 30 ali 50 km pred ciljem izpadel iz boja za zmago. Zagotovo bo ostal do konca v boju. Kako se bo razpletlo, to je pa tisto, kar nas zdaj drži res do nedelje. Vemo pa, da je tudi sprinter, če je treba, in da lahko kakšnega od teh po zares napornem dnevu od sprinta, kar je Pedersen že naredil na svetovnem prvenstvu v Glasgowu. Z Van der Poelom sta sprintala enkrat na Flandriji, takrat se ni išlo, ampak mislim, da je eden tistih tihih ciljev Pogačarja, ki jih seveda v mikrofon nikoli ne bo izrekel, da bi enkrat odsprintal Van der Poela, ker on je nekako v njegovem dometu. Zelo težko bi na povsem ravninski etapi odsprintal kakšnega tistega res najhujšega težko kategornika, ampak Van der Poela na kakšni klasiki bi pa lahko in mislim, da bo priložnost za to, mogoče že v nedeljo. Jani, Igor je omenil težko kategornike, zraven bo tokrat Jasper Philipsen, lanski zmagovalec dirke Milano-Sanremo, ki bo torej v ekipi skupaj z Mathieujem Van der Poelom, pa se mi zdi, da je še ta krog favoritov morda še širši, kot je bil za dirko po Flandriji, ker tam sta dejansko bila, Pogačar na prvem mestu, pa Van der Poel, potem pa je bil, da kar večji razmak naprej. Tu med sprinterje sodita odlične, torej Girmay in Milan. Pedersen bo znova nastopil, Van Aert je spet pokazal, da je v dobri formi. Vaš pogled na Pariz-Roubaix? Jaz težko kaj konkretnega povem. Sigurno glede na to, da se je Tadej odločil, da bo
dirkal, sigurno ne gre na dirko zato, da bo samo za številko. Prav ima zelo visoke ambicije. Moramo povedati, da na tej dirki vati na kilogram igrajo veliko manjšo vlogo. Ne? In tukaj bi rekel, da bo recimo tako, da bo težje zmagal, ker jasno je, da gre po zmago, da hoče zmagati. Mislim pa, da je tudi Tadej na dovolj realnih tleh, da ne bo za vsako ceno poskušal izsiliti te zmage oziroma da ne bo se spuščal v take rizike oziroma riskantne poteze, da bi ogrozil potem nadaljevanje sezone. Res je fascinantno, kako dobro se pelje po tlakovcih, po kockah. Tako da ja, pričakujemo lahko zelo napeto in razborljivo dirko, katera bo pa izredno težka tudi zanj, čeprav je, kot vemo, in tudi ostali vejo, najboljši kolesar na svetu, ampak Paris-Roubaix za takega kolesarja je pa le bolj večji zalogaj, dajmo tako reči, večji zalogaj. Ste ravno zaradi tega, ker pride to tveganje zraven pri tej dirki in glede na to, da prihaja še tur sredi poletja, bili presenečeni, da se je odločil Tadej Pogačar, da gre na Pariz-Roubaix letos? Mislim, sej letos se je prvič odločil, ne? Ampak da se je na koncu vendarle odločil, da gre. Ja, poglejte, v zgodovini, ne vem, če se je sploh dogajalo, da recimo v moderni zgodovini, da bi kolesarji, ki dirkajo na generalno, na turu, se odločevali dirkati Paris-Roubaix, ampak po drugi strani je pa zmeraj enkrat prvič in zmeraj eden, ki se to odloči in mu uspe, potem dokaže, da se da. Zdaj, res pa je vprašanje, koliko je to dobro oziroma koliko velik riziko je pri temu. Vemo, da Tadej se odlično znajde in v skupini in tudi na vseh terenih, ampak vseeno moramo vedeti, da kocke so le kocke in Paris-Roubaix je Paris-Roubaix in sam stres in varnosti so zelo velike, tako da jaz upam, da mu bo uspelo tisto, kar si je tudi sam zastavil in da bo se zelo dobro izteklo. Belgijci so upali na domačo zmago v Flandriji, Van Aert je bil največji adut, na koncu osvojil je 4. mesto. Je pa Belgijka dobila žensko preizkušnjo, Lotte Kopecky je tretjič postala zmagovalka ženske dirke po Flandriji. 2 kolesarki sta skušali tretjič dobiti to dirko, Kopeckyjevi je uspelo, Elisa Longo Borghini pa je padla in odstopila. Kakšna je bila ženska preizkušnja, Luka? Ja, tudi ženska s padci, kar kaotično, hektično. V tem padcu, kjer je bila vpeta tudi Elisa Longo Borghini, tudi obe naši, Evgenija Bujak in Špela Keren. Pri Špeli je tako, da je potem morala odstopiti zaradi hujšega udarca, ni še povsem jasno, kako hudo je, ampak z dirko zagotovo ni mogla nadaljevati. Evgenija je nadaljevala, potem še 2-krat padla, bila na koncu zadovoljna v cilju na 25. mestu. Tudi kolega Dare Rupar jo je malce izprašal in je to potrdila, da je to zelo lep rezultat, predvsem pa zadovoljna, da ni, bom rekel, kar končala že kariere, ampak zdaj v dresu Cofidisa lahko dirka znova, kot mu je dejala. Na vrhu pa ja, Lotte Kopecky za malce obližana belgijske rane, pokazala je mišice, ko je prečkala ciljno črto, dobila sprint manjše skupine in
zdaj ima rekord s 3 zmagami, torej na tej ženski Flandriji se pa čuti, kako dirko želijo organizatorji pripeljati ob bok moški. Ne nazadnje, kasneje seveda je krajša za 100 km, tudi štart in cilj v Oudenarde v istih mestih, kasneje se začne 3 ure kasneje in konča tudi kakšno pol drugo uro kasneje in zanimivo, da v tem času ni moške razglasitve. Moški fantje kolesarji čakajo, da pridejo še v cilj, da pride v cilj še ženska konkurenca in torej kar dobro uro in pol časa, kar je nenavadno sicer, ampak ja, eden izmed pokazateljev tudi tega, kako Belgijci gledajo na kolesarstvo. Super, res me zanima, kako bo ta teden na Paris-Roubaix in kako bo v nadaljevanju kolesarske sezone, ki se je tudi letos odlično začela za slovensko kolesarstvo. Preden pa se poslovimo, pa še ena zanimivost. Včeraj sem pripravljal kviz, morda niste vedeli, pa smo imeli tip vprašanja, kdo je to. Torej, na podlagi izjave enega kolesarja so morali poslušalci ugotoviti, kateri kolesar to je. Bil je Simon Špilak, pa sem zasledil eno zanimivost in sicer, da sta Jani v razmaku nekaj tednov oba s Simonom dobila eno od velikih 7 enotedenskih dirk. Začetek maja 2010 je bil Špilak najboljši na Romandiji, v prvi polovici junija pa vi po Dauphiné, ampak Špilak je bil sprva drugi, šele po diskvalifikaciji Alejandra Valverde, nekaj tednov pozneje je postal zmagovalec in ste v bistvu vi potem kot prvi Slovenec dobili, se lahko veselili klasično enotedensko zmage na klasični enotedenski dirki, čeprav je pa zdaj v zgodovinskih knjigah zapisano, da je pa Špilak bil tisti, ki mu je prvi to uspelo. Kako se pa spominjate te Dauphiné? Zdaj, ko sem že lahko rečemo starejši oziroma bolj zrel, se spominjam drugače kot takrat. Zdaj ta zmaga meni ogromno pomeni, ima zelo veliko težo in se veliko bolj zavedam, kaj sem bil sposoben narediti oziroma kaj vse se je moralo poklopiti, da je prišlo do te zmage oziroma koliko stvari je bilo, mi ni šlo na roke, ampak potem na koncu vseeno je prišla ta zmaga oziroma ko se je Dauphiné dirka začela, je šlo praktično vse kot po maslu in ne bi rad izpadel aroganten, ampak mogoče to zgodba za naslednjič, za kdaj drugič. Ta zmaga oziroma ta dirka je bila najlažja dirka v moji karieri. Daleč najlažja. Zakaj najlažja? Zato, ker sem bil, več ko bom govoril, več bo delovalo, da sem aroganten, ampak res to govorim iz srca. Zato, ker sem bil toliko nad vsemi, da v tistih 8 dneh niti enkrat nisem bil v nobenih težavah. Še to lahko rečem, niti enkrat me niso zapekle noge. Sej to ni aroganca, to je samo občutek. Sej verjetno si predstavljam, da vsak od nas na svojem področju nekje se je počutil v tisti dotični konkurenci, da kako dobro se zdaj počutim in kako dobro se počutim v svoji koži in kako dobro se počutim tudi proti tej konkurenci. Sej jaz govorim o konkurenci svoje lokalne ulice, vi pa govorite o svetovni najboljši konkurenci. Sej so druge konkurence, ampak občutek pa je podoben. Se mi zdi, da bi marsikdo lahko tukaj najde kakšno vzporednico. Seveda, ampak moramo se zavedati, da je na tej dirki bil Alberto Contador, takrat najboljši kolesar na svetu, ki je potem mesec zatem zmagal Tour de France. Zato mogoče bo nekaterim ali pa bi nekaterim to delovalo
arogantno. Vendarle, mislim, da se morda zdaj premalo zavedamo, kako posebni dosežki so to, ker se zdaj v slovenskem kolesarstvu veliko pogosteje dogajajo, pač z uspehi Primoža Rogliča in Tadeja Pogačarja in navsezadnje tudi ostalih, ampak se je tudi lepo zavedati, da pred 15 leti, pred zgolj 15 leti se je to sploh prvič zgodilo v slovenskem kolesarstvu, ne? In je to res izjemen dosežek. Ga štejete kot največjega v svoji karieri? Ja, absolutno. Ja. Sej, nisem presenečen. Jani, hvala, ker ste bili naš gost. Vselej se je super z vami pogovarjati o kolesarstvu, pa tudi sicer. Enako hvala tudi vama, Igor in Luka. Naslednji teden nov Tour 202 po dirki Pariz-Roubaix. Znova bo zanimivo, vroče in znova bo Tadej Pogačar v vlogi enega osrednjih favoritov na eni največjih dirk v sezoni. Uživajte, se slišimo. Tour 202.